Še enkrat dobrodošli na Očesni kliniki. Danes se vam najprej zahvaljujem, ker ste prišli na predstavitev dela enega najpomembnejših izumiteljev na področju očesne kirurgije, ne samo v slovenskem, pač pa tudi v svetovnem merilu, slovenskega inženirja Antona Banka. Njegovo pionirsko delo je pomenilo pravo revolucijo v kirurgiji očesa, saj je omogočilo operacijo skozi majhne, minimalno invazivne reže. Za pozdravni nagovor najprej vabim gostiteljico, vede predstojnico Očesne klinike, docent dr. Mojco Urbančič. Lepo pozdravljeni, z veseljem vidim tukaj precejšen interes, tako da sem zelo vesela, da je toliko zanimanja za ta dogodek. Danes smo se tukaj zbrali ne samo, da počastimo otvoritev razstave, ampak v bistvu s tem odpiramo tudi nek prostor spominov, občudovanju in pa tudi hvaležnosti. Prostor spominov na inženirja Antona Banka, ki je pomembno prispeval k razvoju oftalmologije, prostor občudovanju njegove vizije, njegovega ustvarjalnega duha in pa seveda tudi prostor hvaležnosti za to, ker je pravzaprav njegova zasluga, da je slovenska oftalmologija dobila prostor na svetovnem zemljevidu. Današnjega dogodka ne bi bilo brez izjemne velikodušnosti gospoda Viljama Banka in gospoda Košaka, tako da se v imenu Očesne klinike in pravzaprav tudi drugih inštitucij, kliničnega centra, muzeja, knjižnice zahvaljujem za njihovo v bistvu iniciativo in pa tudi za to, da smo danes pravzaprav tukaj. Hvala lepa. Biti prvi, biti pionir in biti najboljši v svetovnem merilu je velik ponos za naš klinični center. Več o tem pa docent dr. Marko Ljuk, generalni direktor. Izvolite. Dobar dan in res sem, da se v imenu kliničnega centra vas pozdravim, gospod Viljem Banko. Hvala lepa, gospod Košak in vsi predstavniki oftalmološke stroke. Iz zgodbe človeka, ki sem ga spoznal pred kratkim, žal, se lahko naučimo marsikaj. Gotovo eno od tega je, da je medicina multidimenzionalna. Da to ni samo storitev, da to je vizija, ki omogoča razvoj, napredek in premeniti družbo na več načinov. Gospod Banko je s tem videl dlje kot ostali, če uporabil nekaj vaše parafraziranje, in razvil metode, s katerimi se vsi zdaj ponašamo, pa jih izkoriščamo v dobro ljudi. Pokazal je, da medicina ni samo storitev, temveč, da je predvsem razvoj in omogoča razvoj celotne družbe. In pokazal je s tem, ko se ni oddaljil od svoje materne domovine in od ljudi, iz katerih je izviral, da je v bistvu medicina in znanje ni samo priložnost, ni samo neka ekskluziva, ki jo imamo redki, ki lahko imamo možnost, da vidimo dlje, temveč tudi odgovornost. Odgovornost, da to, kar znamo, kar smo se naučili, vračamo v družbi. In na tak način je deloval tudi gospod Banko. Kakor sem razumel, je bil on tisti, ki je s tem preskokom, kakor ga imenujete kvantnim, v oftalmološki kirurgiji predvsem omogočil naši stroki, da se je umestila v sam vrh svetovne oftalmološke stroke. In zagotovo smo mu vsi, tako kot državljani, predvsem pa kot strokovnjaki, izjemno hvaležni. Ampak on je naredil en korak, drugi korak ste naredili vi in tukaj bi izkoristil kot generalni direktor UKC-ja, da se vam vsem kot kolektivu zahvalim. Vi ste en paradnih konjev UKC Ljubljana, oftalmološka stroka je bila in prepričan sem, da tudi vedno bo en paradnih konjev. Ukvarjate se z čutilom, ki je za marsikoga najpomembneje,
najpomembnejše, pa vendar v sebi nosite tudi še druge čute, ki so za zdravnike pomembni. Tako da jaz se zahvaljujem vsem, vesel sem, da bomo imeli razstavo, da se znamo ponašati svojo zgodovino in da na njej slonimo, da bomo lahko korakali tudi naprej. Tako da hvala lepa in čestitke. Hvala, generalni. Na področju očesne kirurgije je njegovo delo pomenilo prelomnico. Tehnike so se skozi čas izpopolnjevale, vendar temelj postaja njegov. Med tistimi, ki so to revolucijo spremljali od blizu, je seveda tudi doktor profesor Pavlina, ki je že tukaj in nam bo predstavil, kaj ta preboj pomeni za stroko. Izvolite. Vsem skupaj en lep dober dan, lep pozdrav. Mi bi danes težko, rekel si, predstavljali moderno očesno kirurgijo, če ne bi bilo gospoda Antona Banka. Jaz bom na kratko predstavil njegovo delo, ki je bilo začeto leta 1965, ko se je spoznal z dr. Williamom Kelmanom, ki je najslavnejši oftalmolog pravzaprav v zgodovini očesne kirurgije, celo bil imenovan za oftalmologa stoletja, pa vendarle je marsikdaj ali pa mogoče še celo preveč pozabljal inženirja, na katerem ramenih je temeljil njegov uspeh. Anton Banko je bil Slovenec, živel v nekaj časa v Kopru, to povedal njegov sin William, in se potem preselil v New York in ustanovil firmo Surgical Design. Predtem je pa delal v firmi Cavitron. Cavitron je bila pa firma, ki še danes izdeluje aparaturo za ultrazvočno čiščenje zobnega kamna. No in Anton Banko na tej sliki je kot direktor Cavitrona za raziskave sprejel klic obupanega dr. Charlesa Kelmana, ki mu je do konca svojega projekta ostala samo še 2 do 3 mesece, in mu izdelal aparat, ki je temeljil na ultrazvočni emulsifikaciji očesne vreče. Tukaj je ta prvi patent, kjer je bil napisan Anton Banko in Charles Kelman, ki sta ga vložila leta 1967. Tukaj je knjiga Charlesa Kelmana, ki je napisal Through My Eyes, posvetila Williamu Banku. In tisto, kar je bilo zelo zanimivo čitati, ko smo malo pripravili to razstavo, je tam v rdečem. I done everything I could imagine. High-speed cutting needle, miniature bladder, drills, tiny meat printers, engraving tools, nothing worked. All the devices yielded opaque corneas in animal eyes. Potem je šel pa k svojemu zobozdravniku, ker je bil že čisto lepo, in tam mu je čistil zobe z ultrazvokom. In tisti hip, kot je napisal, he explained that this is high-frequency vibration, removed tartar without disturbing the tooth itself. I raced out of his office with the whip still hanging around my neck and returned 1 hour later with a cataractus lens. Tukaj se je zgodil ta, reč potem kvantni preskok. No in če gledate okole, leča je tamle napisana in pod zadnje steklina. In če pogledate bolj natančno, mi moramo, če želimo odstraniti čisto lečo, iti skozi roženico in odpreti sprednjolečno ovojnico in lečo emulsificirati v celoti, čistiti ovojnico v očesu. In včasih tudi delalo tako, da smo morali praktično prirezati na polovico, narediti 12 mm rez. In problem nove metodologije, tehnologije je bila struktura zadnje lečne ovojnice, ki je debela samo 4 mikrone. In vse prve komplikacije so bile večinoma vezane na to, da se je predrla zadnja lečna ovojnica, leča potonila v steklino in seveda je bila potrebna potem druga operacija. Tukaj je ena taka schema tega starega načina, kjer se je oko prirezalo na polovico, in tukaj novega načina, ki je bil potem po Bankovi uveden v uporabo in se še danes uporablja. To je ena slika današnje velike operacije, sodobne operacije, kjer se implantira lečo v
lečno ovojnico skozi 2 mm rez in ta leča je lahko monofokalna, multifokalna in vse to, kar zahteva oko, da dobro vidi, je mali rez. Ta evolucija z velikimi rezi ni bila mogoča. No, tukaj je neki del naše zgodovine, ko smo prišli v New York po pismu, ki je prišlo leta 1988 našim takratnim predstojniku, profesor Kolarju, in on in dr. Zupančičeva sta bila dovolj, bi rekel, odprta za nove stvari, da so poslali 3 mlade zdravnike. Dr. Logar je bil takrat edini specialist, in dva z dr. Pfeifferjem smo bila specializanta, in mi smo na Zajcih začeli to tehnologijo potem se učiti. In dr. Logar je, tukaj William, še manjši, vidite zame, in leta 1989 je bil ta preskok na naši kliniki narejen, se pravi 15.6.1989 je dr. Logar izvedel kompletno operacijo očesa, tako falkonizifikacijo kot vitrektomijo pri diabetičnem očesu pacientke. No in če to postavimo neko časovno premico, v začetku je bilo to kar, bi rekel, težko sprejeti to novo tehnologijo in tudi v svetovni literaturi v tem zgodovinskem delu pripovedujejo, da to revolucija od spodaj do zgor. Se pravi, revolucija, ki jo niso vodili predstojniki, šefi, ampak mladi kirurgi so se to pa začeli delati in potem učili starejše. In če pogledate te letnice, mi smo nekje tam po Španci, začeli to delati, ker Španija je v bistvu velesila na področju očesne terapije in nekje leta 90 v Ameriki je približno samo 50% kirurgov uporabljalo teh tehniko. Tako zanimivost je to, da je v Nemčiji, na primer, bil dr. Darden, profesor Darden, zelo znan kirurg, skoraj izključen iz oftalmološkega združenja leta 1981. Zaradi tega, ker so menili, da je to pretirano, kako bi rekel, larpologističen poseg, ki je potencialno nevaren. No, tukaj je res potrebno na tem mestu omeniti delo magistra Primoža Logarja, ki je bil začetnik moderne kirurgije zadnjega segmenta očesa, pa tudi sprednjega segmenta očesa, začetnik ambulantnih operacij vitrektomije. In po njem se imenuje sklad Primoža Logarja, za vse mlade oftalmologe boste videli, za koga pravzaprav gre. Dr. Logar je bil pri nas en od pionirjev moderne očesne kirurgije. Nažalost, leta 2010 pa se je nenadoma zapustil. Dr. Pfeiffer je s svojim delom dokazal, da svet ni premehen za nas, je dobil prvo nagrado Oskar za svoj način odstranitve sile mene, fakokrep, leta 1996 v Seattlu. In tukaj je tiskovna konferenca, ki je tudi še dr. Dovška, profesor Kolarja, profesor Rodeta, smo malo gledamo nazaj v zgodovino. No in tukaj smo potem leta 1997, v Portorožu na drugem slovenskem kongresu naredili prvo šolo faktorizifikacije in začeli to metodologijo širiti po celi Sloveniji. Tukaj je članek gospe Radice Bošnjak v teh novostih. In ravno danes je gospa Radica Bošnjak spet prišla in naredila en lep intervju. Se je gospa Radica bomo naredili cel krog zaključne. Včasih no, tole je pa še zadnji del, ko je gospod Banko obiskal našo kliniko in gospod Košak z aparaturami in z vsemi originalnimi dokumenti teh aparatur. In lahko rečemo, da je nam v veliko čast, da je Narodna univerzitetna knjižnica sprejela vso originalno dokumentacijo v svojo trajno zapuščino Slovenije in svojo, kako bi rekel, znanstveno kulturo arhivirala na najbolj prestižnem mestu. Tukaj je pa še dogovor o sprejetju aparatur v Slovenski tehniški muzej z gospod Kustosinjo, ki je tudi od nami. In tukaj bo ta aparatura tukaj, ki postala uvrščena v razvid aparatur tehniškega muzeja.
bo pa na slavni razstavi in na voljo za ogled vsem obiskovalcem očesne klinike. No, ko smo leta 2014 organizirali Evropski kongres katarakne kirurgije, smo se spomnili na gospoda Banka, ker je res, nažalost, po krivici pozdravljen v tem svetu in napisali ta članek. No, in danes se mu nekako oddolžujemo za vsaka leta in napore in lahko rečemo, da bo njegova zapuščina v Sloveniji ostala trajno zabeležena in tudi nekje je z naše strani, z strani družine gospoda Banka in Košaka prišel predlog, da se na Tomu Banku poimenuje ena ulica v Ljubljani, če na županem pohodu pa sam Koper mogoče. Bilo lepo, če bi ta spomin ostal. In tukaj še zahvale družina Banko in Košak, ki so v bistvu bili pobudniki teh uspešnih operacij pri nas. Hvala Viljemu Banku, gospodu Marku Košaku za donacijo aparatur in tudi razstave. Hvala dr. Jani Korali, direktorci Luka in želim Nataliji Polenci, direktorci Tehničnega muzeja, gospod Irina Malušič, pedagoga kustosinja, gospod dr. Lidi Sajko, ženi od pokojnega Primoža Logarja, ki je izpredala neko slikovno dokumentacijo, najme do Pfeifferju, odledu, s katerim smo isti dan stopili na čisto kliniko, naši predstojnici in naši glavni sestri za pomoč gospod Nataši Šuštrsic za svetovanje po izvedbi in kralji Koleta Andrej Ljubanu ter gospodu Danilu Srdarju za oblikovanje te predstave, ki jo boste videli v naši avli. Hvala lepa. Originalne patente in knjige, kjer je predstavljeno njegovo delo, je trajno hrambo prevzela Narodna in univerzitetna knjižnica NUK, zato zdaj k besedi vabim direktorico dr. Jano Kolar, če je že tukaj je. Smo vas čakali za to. Ja, hvala. Mesto je stalo, tako da je vzemali veliko časa, da sem prišla. Lep pozdrav. Pred meseci me je poklical profesor Havlina in predlagal, da bi zapuščino Antona Banka prevzeli v NUK-u. Jaz sem bila seveda navdušena, ker sem si pogledala, kdo je inženir Banko, vendar sem rekla, da moram najprej pri drugih inštitucijah, kdo pravzaprav hrani to vrstno zapuščino. Namreč Narodna in univerzitetna knjižnica hrani spomin naroda, ampak predvsem pisni spomin naroda, publikacije. Imamo druge inštitucije, ki hranijo naprimer tehnično kulturno dediščino. Tako da mi je bilo predvsem v interesu, da najdemo pravi dom za to zapuščino. In poklicala sem seveda direktorico, kolegico direktorico Tehničnega muzeja in jo vprašala, če oni hranijo tudi papirno zapuščino na papirju. In sva se hitro uskladile, da bi oboji želeli imeti to zapuščino in da je najboljši dom za aparature v Tehničnem muzeju, medtem ko je papirna zapuščina najbolj doma v Narodni in univerzitetni knjižnici, kjer imamo vse strokovnjake in vse znanje za to, da lahko to vrstno zapuščino primerno hranimo. Zakaj smo se tokrat pravzaprav spraševali o tem? Zaradi tega, ker NUK sicer hrani zapuščine, vendar se je izkazalo, da predvsem zapuščine umetnikov, predvsem literatov. Tako da na podlagi tega imamo zdaj tudi nov postopek, kjer seveda smo odločeni, da hranimo zapuščine vseh pomembnih Slovencev, tudi znanstvenikov, inženirjev. Tako da dejansko med Sloveniko, ki jo moramo tudi po zakonu trajno hraniti, sedaj štejemo zapuščine vseh pomembnih Slovencev. Tako da ena posledica, se pravi, tega klica je tudi, da imamo bolje urejeno hrambo različnih dediščin vseh strokovnjakov, slovenskih strokovnjakov in umetnikov. Jaz bi se posebej zahvalila gospodu Viljemu Banku, da nam je predal to zapuščino, ki jo bomo seveda, na katero smo izredno ponosni.
Hvala. Kot smo slišali, podarjeni aparati so vključeni v stalno zbirko Tehniškega muzeja Slovenije, več pa direktorica Tehniškega muzeja Natalija Polin. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Jaz bi kar nadaljevala z Janinim nagovorom, namreč, ko me je dr. Jana Kolar poklicala v zvezi z dokumentacijo, seveda smo se hitro strokovni sodelavci Tehniškega muzeja sestali, preverili in ugotovili, da enostavno dokumentacija težko pravzaprav obstaja v našem muzeju, glede na to, da imamo žal pogoje, kakršne imamo za papirno dokumentacijo. No, naslednji klic dr. Marka Pavlina je bil mnogo bolj spodbuden za premično dediščino, ki nam je sovpadla pravzaprav za zbiralno politiko, ki smo jo ravno, bomo rekla, v fazi nekega prenavljanja, po drugi strani pa smo leta 2018, ko smo pripravljali razstavo Znanje brez meja, pravzaprav že oblikovali zbirko predmetov povezanih z znanstveniki in raziskovalci, inovatorji na naravoslovno-tehničnem področju in ta predmet je bil točno to. Gre za velik preskok v nekem znanju, v tehnologiji, v načinu dela in seveda gre za povezavo z dediščino in s tem, kar je pravzaprav poslanstvo Tehniškega muzeja, promocija znanja Slovencev, ki so živeli tukaj ali po svetu. Vsekakor je sodelovanje, ki ga sedaj lahko rečem kot eden izmed bolj zglednih primerov med različnimi inštitucijami, zelo različnih strok, po načinu dela in načinu razmišljanja, pa vendar Narodna in univerzitetna knjižnica in tako tudi Očesna klinika in Tehniški muzej so pravzaprav zdaj naprej nek partner in upam, da bomo sodelovali tudi v prihodnje. Hvala lepa vsem vpletenim, hvala za donacijo gospodu Viljemu Banku in seveda dr. Halini, da je bil aktiven in angažiran pri vsej tej organizaciji. Najlepša hvala. Zgodbo o življenju in uspehu Antona Banka, velikega izumitelja, očeta sodobne očesne kirurgije, seveda najbolje pozna njegov sin, Viljem Banko, tako da zdaj vas vabim, da z nami delite spomine. Izvolite. Skušal prestati. Hvala lepa, ker ste me povabili tukaj, to je res prekrasno veselje zame. Tukaj imam družino, imam prijatelje in me zelo veseli, bom govoril angliško, me zelo veseli, da so profesor Halina, dr. Pfeiffer, vsi ti doktori toliko zanimani v to zgodovino, od kaj moj oče naredil. In tudi oni so vzeli te instrumente in naredili nove tehnike, nov surgery, zato to je bilo skupno delo. Če lahko Nives, se lahko staneš. To je moja sestrična, ki me organizira moj schedule in govor angliško. She fixes my schedule in Ljubljana. Slovensko. Slovensko. Bravo, slovensko. Nives organizira vse, kada sem tukaj živel v Ljubljani. Ne jo vprašati, kako je to težko, ker bo rekla, da sem ta najbolj disorganiziran človek na svetu. Profesor Bojan, profesor of toxicology. Kada sem jaz bil 16 let star, sem bil 6 mesecev v Ljubljano. Bojan je bil super cool, je imel črne majice, klags, tiste lesene, motorcycle in predvsej poc. Jaz sem ga gledal. Še zdaj super cool. Še zdaj. Or, profesor Or, od arheologije. Jaz sem se predvsej navadil od arheologije od profesor Or. Se poznamo že par let in smo delali skupaj na en projekt. On je zelo dober arhitekt, to najboljši. Koga še manjka tukaj? Marina. Moja prijateljica Marina. Da se biti strani.
zelo interesting izkušnje v Švici. Najbolj važno, košak družina tukaj. Bom začel z Marjan. Marjan in Marko. Marko je dizajn celo razstavo tam in je delal dan in noč. Mislim, da ni več spal za 2 meseca, da vse to organizira. Leja, žena, ja. In Helena je danes zjutraj dobila, je dobila en zadnji kos za razstavo. Ok. Začnemo slides. Ja, Kje je začetek? to je začetek. To ni začetek. Okay. Tukaj, to je prvi dan, ko sem prišel v Ljubljano. To so bili vsi veseli, da sem prišel. In so veseli zato, ker nisem tukaj dosti časa. V New York sem več časa. In smo začeli delati na to razstavo prvi dan. To je profesor Helena, Marko pa jaz. Prvi dan, ko sem prišel, december 10. To je moja ščer, Zoe, smo šli, pride vsak dopust v Ljubljano, gremo malo hribe, gremo krog, ona je zaljubljena v Slovenijo. To smo spet delali na razstavo, profesor Helena. In se ne moram dosti zahvaliti, da Nuk, se smejete, da Nuk vzame te dokumente od mojega očeta. Imam vse diplome, imam spričevala, imam originalne skice in da Nuk to vzame za našo družino, to je najbolj važno. Smo tako ponosni, hvala lepa. In tudi za tehnički muzeum, da vzamejo te instrumente, hvala. To je Marko, ki dela dan in noč za to razstavo. Ne pretirajo. Nisem. Kaj pa pol? V sredini je Andrej, on je delal izvedbeno grafiko za razstavo. Gremo naprej. En teden nazaj ni bilo nič hodnikov. Smo vsi panik. In zdaj je, hvala vsem, lepa razstava. Jaz bom šel zdaj hitro skozi to, ker so mi povedali, če preveč dolgo govorim, da boste vsi šli. Zdaj ga bom hitro šel skozi to. To je, jaz sem bil rojen v Kopru, to sem gledal lepo ven iz balkona, tukaj na morje, to me je veselilo, moj oče me je učil plavati. To je bila moja prva punca. Je malo mlada in to ni več politically correct za tako mlado punco, ampak je pomagalo, da sem jaz bil še mlajši. To je moja stara mama, tukaj, oče, to sem jaz z blond glasom in tam, in stara mama in moja mama. Moja mama je bila rojena iz Ljubljane tukaj, je, dejansko. V Šentrupertu. Šentruper je bila rojena. To je zdaj operacija, danes, ki traja 2-3 minute. Vprašanje je, kako je do tega prišlo, da traja to operacija 2-3 minute. Kako se je to začelo in zakaj je to važno, da razumemo ta razvoj? Cilj je bil, da kada se operacijo naredi, da je čim manjši incision. Kako se reče po slovensko incision? Res. Čim manjši. Zatega, če bi vas vprašal, če morate iti na operacijo, kaj bi rajši? Ena mičkano incision, ali bi radi eno veliko? Če hočete mičkano, dajte roko. No, to je bila glavna ideja, ki je začela to cel program za katarak vzeti ven skozi mali incision. To je bila glavna ideja. Dr. Kelman je hotel biti znan, ker v Ameriki hoče biti znani, hoče biti bogati v Ameriki. Tukaj je drugače. In se je matral, da naredi en metod, en način, en instrument za vendati katarak skozi mali incision. Zdaj, danes se uporablja mičkene incisions za vse, za laparoscopy, endoscopy, arthroscopy, za endovascular surgery, vse.
Za tega tudi Mick Jagger je imel small incision surgery za njegove heart valves replaced. To so zaslužili 10 milijonov na noč, ti Rolling Stones, zato je bilo nujno, da hitro naredijo to operacijo in da hitro gre nazaj delati. Zato je to začetek od cataract surgery je ne samo bilo važno za cataract surgery, za celo medicino. To small incision je surgery, ki se prvič mikroskop uporabljal, je zelo, zelo važno. Naprej. To je Kelman, ki je uporabljal vse te različne instrumente, Mičken šklenico za ven vzeti lečo, svedre. Pol je šel Kelman zobozdravniku in se izčistil zobe. Lahko play? Se nima. Ne gre. Ok. Se izčistil zobe z nadzvokom. Čisto enostaven aparat. In je rekel, mogoče bi to energijo od ultrasounda uporabil za katarakt ven vzeti. Next. Je stuck. Gre naprej, se naravno gledi. In moj oče je takrat delal v tistem podjetju, ki so delali te aparati za zobe čistiti, Cavitron Ultrasonics. Takrat je moj oče delal, je bil manager od research in Kelman je šel mojemu očetu, je rekel, da rabi aparat in moj oče je naredil to prvi mašino za ven vzeti katarakt skozi small incision. Gremo naprej, kakšen slajd? Diabolos demonstrandi. No, glavnem, to hočem reči, da tisto začetek od small incision surgery je bilo važno za čisto vsak surgery. In še enkrat, hvala, ker sem povabil tukaj, hvala, ker je moji družini in prijatelji tukaj in Nuk, hvala lepa, ker ste vzeli dokumente in tehnički muzej. Hvala. Zdaj je boljše, da sem na kratko. Zdaj vas bom pa dopolnil še Marko Košak, če bo tole dela. A dela? Smo se naprej. Ne. A jaz pa sem slišala. Sem pozabil. The najbolj pomečnejši, most important Košak member of the family, Anna, in the back. Ona je najbolj važna za tega, ker ima najboljši sense of humor v Ljubljani. In za tega, ker svet gre na razen, falling apart, danes rabimo malo humor, saj malo. Ona je najboljša s humor. Thank you, Anna. Še avtor ostava, bi lahko rekli, a ne? Izvolite. Marko Košak. No, jaz sem pa hvaležno sprejel izziv, da predstavim očetovo delo skozi sodelovanje z Williamom, torej Surgical Design. Nekaj v delu smo že videli dejansko na razstavi, na panoju, na tretjem panoju in v sami vitrini, kjer so izdelki. No, če nekaj v življenju Marjana Košaka, on je bil rojen leta 1933 v Šentrupertu na Dolenjskem in je
se je spoznal z Antonom Bankom v času Antonovega študija bivanja v Ljubljani. Marjan potem se nista več srečala. Marjan je se je zaposlil v naprednem podjetju takrat, Iskra zavod za automatizacijo, se je imenovalo podjetje in je bil tako perspektiven in usmerjen v prihodnost, da je bil 2 leti, že davnega leta 1958, je bil 2 leti v Nemčiji na izpopolnjevanju. Ko se je vrnil, je bil pa zaposlen v biroju, konstrukcijskem biroju Iskre. No, 64. je pa postal podjetnik, obrtnik, podjetnik ni mogel biti obrtnik in od takrat naprej vedno do konca je bil samostojen. Namreč vredno je povedati, da je v 70. in 80. letih svojim podjetjem 90% izvažal v ZDA sicer avtomobilske alarmne naprave in to je bilo v bistvu dobra šola za sodelovanje na višjem nivoju v medicinski opremi, ki se je začelo z Williamom leta 1992 in je trajalo do 2008 pri Surgical Design, naprej pa še na ostalih področjih. Če govorimo zdaj o ekosistem je, to delo je okvirno rečeno, delali smo približno 5 zadev in sicer del je za ekosistem Advantage, ko ga vidimo tam, medicinska omarica je del za ultrazvočni inštrument in sterilizacijske kasete, ne nazadnje tudi pedala za ekosistem. Torej, to so bile glavne zadeve, pri katerih je Marjan bil od začetka, od zasnove do detajlov, vse so ustavili, vse so njegovi. Recimo pri Advantage je delal hiše, je konstruiral hiše, tega smo v Ljubljani izdelovali, seveda, poleg tega pa tudi enote za fluidiko, kot so črpalke, enote senzorja, enote ventilov. Naslednja pomembna spet Marjanova zadeva, se pravi, od začetka do konca vsa konstrukcija in seveda izdelava v Ljubljani je bila omarica in to je bila dejansko kompletna nekakšna priključna postaja za ekosistem. Imela je, kot vidimo tukaj, raztegljivo roko za pladenj, pač teleskopsko obešalo, ki je bilo ročno ali električno gnano. No, da se ne spuščamo preveč v podrobnosti, bomo pri teleskopskem obešalu gremo kar naprej predstavili ultrazvočni inštrument. Tukaj smo delali za Surgical Design dva najpomembnejša podsestava in sicer tuljava in lamelno jedro. Zakaj sta najpomembnejša? Ker tukaj se ustvarja ultrazvočno nihanje, vzdolžno premikanje, širjenje lamelic v frekvenciji ultrazvoka. In to je, zato sta bistveni. Pomembno je, Marjan se je odlikoval tudi v razvoju procesov in je prav za lamelno jedro izdelal inovativno linijo, pač v 3 etažah, kar se mi zdi posebej zanimivo. Skozi 3 etaže smo napeljali linijo od
prvega nadstropja pritličja do kleti. No, to je pa še en moj prispevek. Jaz sem se usmeril v dizajn in sem tudi smo se lotili izboljšave v smislu zmanjšanja števila delov, uporabno modernih materialov, termoplastičnih elastomerov. Smo bili nekoliko pred časom. Izdelani so bili prototipi, uspešno. No, bil sem sicer nominiran za delovno nagrado za industrijsko oblikovanje. Leta 1997 tega ni več, tega natečaja ni več. Kar se pa tiče oblikovanja, se pa Marjan tudi zelo odlikoval pri tem izdelku, to je pa tako rečeno tri zadeve. Forma je sledila funkciji in funkcija je sledila uporabi tehnologije, ki je bila na voljo. Tehnologija doma je bila tehnologija globokega vleka, Marjan je bil specialist za to. Torej, majhno število delov, forma sledi funkciji. Samo še zadnji izdelek, to je bil pa ne nazadnje po vrednosti in pomembnosti, je bil pa okoli leta 2004-2005. Njegovo zadnje delo spet kompletno od začetka do konca oblikovanje, se pravi konstrukcija dualnega pedala. Dualno pedalo ima nihanje stopalke vertikalno in horizontalno, simultano lahko delamo, linearno spreminjamo dva parametra. To je dualni pedal, je bil eden od prvih na svetu. Tako nekako sem jaz to zaključil in bi rad povedal, da kaj je bilo pri Marjanu pomembno, je v odnosu z Viljamo je, da je bilo sodelovanje visoko strokovno in kreativno. Zakaj kreativno? Ker Marjan je bil kreativc, je rad ustvarjal, stalo ga ni zanimalo in ustvarjali radi so tudi njegovi zaposleni in zunanji sodelavci. To je nekako Marjanu, pa še zahvala vsem Viljamu, Marku, Vladimirju, Očesni kliniki, pa Heleni, pa tudi Nataši, bratu Marjanu in Kameri in Koščku. Hvala lepa. Začetka, med prvimi in bližnjimi, ki so ustvarjali vrhunske dosežke slovenske očesne kirurgije, je tudi primarij Vladimir Pfeiffer. Zdaj ga vabim, da spregovori o vplivu te inovacije na razvoj očesne kirurgije po svetu in seveda tudi v Sloveniji. Mislim, da ne. Če ne boste slišali, mi povete, kako bo na mikrofon. Zdaj, dosti smo slišali, jaz bom nekaj ponovil verjetno, ampak pa upravičujem sem slada v angliščini, pa jih je v slovenščini. Ampak najprej bi se res zahvalil družini Banko, Slavi, Viljamu, za to, po moje, eno zelo pomembno donacijo, ki je dvignila oftalmologijo pri nas, kvaliteto življenja pacientov pri nas. Do tega bomo še prišli. Tudi Igoru Škruplju, ki mi je dal dosti nasvetov in ki je tudi dizajniral ta handpiece, ki si ga tle videl, in pa Cobra Patokip. Zaradi tega je ta aparat bil izredno kvaliteten. Imel je pa tudi search prevention. Pa bi se pa še zahvalil moji mentorci, docent Zupančičevi, docent Videnčku, ki me je učil katarakte, oziroma ki me je učil sploh kirurgijo, dr. Vidoviču, ki me je dal prvo katarakto za narediti, in pa največ profesor Kolarju, ki je bil sposoben v tistem času voditi kliniko tako, da
mislim, da je tisti dosegel najvišji napredek. Kataraktna kirurgija, vitreoznalna kirurgija, zelo verjem. Potem ultrazvok in tako naprej. Zdaj, sam da se malo predstavim, jaz sem predsednik Slovenskega združenja za kataraktno refraktivno kirurgijo, sem od 2007 član komiteja za edukacijo pri SRS-u in pa član examination boarda SRS EBO, ki daje subspecializacijske certifikate za kataraktno refraktivno kirurgijo. SRS je največja oftalmološka organizacija na svetu. Tudi finančno zelo močna, daje 2 granta po 60.000 vsako leto mladim okulistom za enoletno izobraževanje. Na kongresu pride 15.500 delegatov, recimo v Španiji je bilo 16.500. Zdaj, operacija katarakte je najštevilnejša operacija na svetu. 28 milijonov se jih naredi letno. In približno 90% tega je narejen po tehniki z aparatom, podobnim ali takim, ki ga je naredil Anton Banko. To je enormni pridonos k človeštvu, k kvaliteti življenja ljudi na svetu. To smo slišali za Kelmana, je imel idejo z ultrazvokom. In on je dobil en grant, kjer bi mogel zritati tako, da bo operacija katarakte narejena tako, da bo ta pacient en dan ležal, en teden na bolniški in šel delati. Do takrat je ležal en teden do 14 dni, pri kjer je ekstrakcija ekstrakapsularni in ni bil sposoben za delo en mesec. Če se je kaj skomplicirali, kaj se je to več, to bilo še dlje. In on pa pristopil k Antonu Banku in Anton Banko v enem letu naredil protokol, aparat, vse skupaj, tako da so prvo operacijo na mački naredili že 1 leto pozneje. In on je pa Kelman 67. leta to naredil prvo operacijo na človeku. Verjetno so bile tle komplikacije, ni bilo vse najboljše skupaj, ampak on je rabil 10-11 let, da je srednja oftalmološka to priznala. Prej so mu govorili, da je mazač, hoče so ga izključiti iz druženja in tako naprej. Ampak na koncu je uspel in od leta 1978 je to priznano kot metoda za zdravljenje sive mene. Prej je bilo še ogromno narejenega tele krive ekstrakcije. To, če si predstavljate, tako kot je oko, se zareže nos skozi in se tako potegne. Pol očesa se odpre v tej operaciji. Pod pacienti morajo dolgo reči. Aha, tle je to recimo. To je 10 do 14 mm incizije, v bistvu še se dela ekstra ali pa intrakapsularna ekstrakcija katarakte. Napram tistem času 2,5 mm incizij z surgical design mašino. Druge firme so imele 3,2, 3,7, mogoče katera pozneje 2,7 incizijo, ampak ta firma, ta mašina je delala skozi 2,5 mm incizijo. Zdaj je video, ki ga ne bom pokazal. In pol je New York Times leta 1992 objavil, da je ta način operacije prihranil $7 milijard letno Združenim državam Amerike. To je neverjetni dosežek, ki ga noben ne omenja. Ne govorim samo o kvaliteti življenja ljudi, o manj komplikacijah, ampak tudi o dosti nižjih stroških. Kako je bilo to v Sloveniji? Med letoma, mislim točno, od zviljen sem spomnil, 82-84 je gospod Anton Banko prišel na kliniko, ponudil aparat, pa ni bilo neke želje velike. Potem je Igor Šturkar prišel poleti leta 88 in spet ni bilo nekega entuzijazma za to. In bolj je profesor Godar prišel do mene, specializanta 2 leti, in vprašal, če bi jaz šel gor. Sem rekel, ja, tako. No, in potem se še Mare in pa dr. Logar pridružila
In smo tako šli v Ameriko leta 89, januarja. In takrat sem jaz tudi, Mila se še malo ostala gor, sem pa tako v roki s kufrom prinesel aparat do Beograda, tam se jo pobrali in šel na carino. Se pravi, jaz sem to včeraj najdel slučajno, ta certifikat, ki ga je William podpisal o našem šolanju v Ameriki. Takrat pri nas so bile katarakte, so operirali katarakto, takrat je bila zrela. To pomeni, ker človek videl prste pred očesom, ker je res zelo slabo videl. Zato, ker so se bali, ali smo se bali, koliko bo pač komplikacij po operaciji. Zdaj delamo to pri moj pacient, ki se ga operiral, je kirurg, sem ga operiral pri vidu 1.0, samo zato, ker kardiokirurg je bil otroški, ker so se mu instrumenti bleščali. Se pravi, katarakto mogo operirati takrat, ko človek ne ima težave v življenju zaradi tega. Zdaj pa malo k naši zgodovini. Prvi fakov je 13.3. naredil dr. Logar. To je leto 89. Pol sem jaz naredil fakov 15.5. mi ga je dal Videnšek za narediti in Videnšek je naredil prvi fakov njegov 18.5. Vse skupaj, jaz sem naredil 4 vse skupaj, vse skupaj je bilo 50 fakov narejeno to leto in glavno jih je naredil dr. Logar. Pol leta 91 smo tle naredili okoli 763 operacij in okoli 11% je bilo faka. To leto je zelo pomembno, zato ker smo mi dobili ta nov handpiece. In ta nov handpiece smo lahko merili operacije z vakuumom 500 mm. To je bilo zelo efektno. In pa search prevention je bil, se pravi, kapsula ni skočila gor, da bi strgal, zato ker je imel aparat tako dobro elektroniko. To je pa zdaj to prelomno leto 92, ker smo pa še 20% naredili fakov, ampak in krijo je padel z 22% na 0,9% recimo. Največ operacije naredil takrat dr. Vidovič, jaz sem naredil 160 fakov, vidiš, 3 male žiče zašila takrat za fakovo emulsifikacijo, Logar se pa zgleda, da se je vrlo totalka na vitrektomije v tem času. In odločilen, po moje, za prodor fakove emulsifikacije v Sloveniji je bil ta članek, ki ga jaz mislim napisal en pacient pa v Slovenskih novicah. In takrat so ljudje izvedeli v Sloveniji, da obstaja ta nova metoda in določeni načiniti so se zelo razburili in jaz sem mogel iti skoraj v kazensko brigado za 6 mesecev, mislim, pozili me, da gre za 6 mesecev v ambulanto na polikliniko brez operacij, ampak polikolar to nekak spel. Leta 91. Alfa-Adria kongresu sem jaz predstavil to mojo tehniko operacije in pol pač malo predaval po tem posvetu, mislim, da to je SDRS kongres in tle se vidi fakov chop at 500. Se pravi, to si danes delam za 400 mm vakuma. Tle, ta aparat je bil tako dober, tako dobra elektronika, da sem lahko to delal s 500 mm. Varno. Tle sem tudi podal en best paper session, to je bilo tudi objavljeno v okoli Surgery News. In pol leta 96 v Seattlu sem poslal 2 videa, za enega so me prosil pač, da malo napišem v njem in tako naprej, drugi video je pa dobil prvo nagrado. To je ta tehnika operacije katarakte z aparatom Surgical Design in to je res nekaj velikega, to sliko je že Mare pokazal, profesor Kovlina. Gospa Bošnjak je tudi napisala en lep članek o tem, 96. leta. In tle pa vidite sliko, kjer je Kelman. Sem naslikan z Kelmanom, tem človekom, ki je kao oče fakultne emulsifikacije v svetu priznan. Je zelo malo omenil gospoda Banka, to je tista konferenca. Potem, to je pa še to, sem se hotel pokazati, to je od profesor Rajkanda Koha pač eno pismo,
On je izumil umetno šarenico, ki jo mi zdaj zelo uspešno uporabljamo v Sloveniji za rekonstrukcijo travmatskih travm očesa. In jaz sem prikazal to eno operacijo leta 2019 v San Diego in spet dobil tole enako nagrado, samo v kategoriji Home Productions. Potem se je dosti pisalo o tem tudi v evropskih sajtingih, potem so imeli kurze. Vsako leto so imeli v Ameriki in tudi v Evropi kurs z Melonijem, mojim učiteljem, pa še z drugimi kolegi. In to dvorane so bila nabito polne. Vrata so bila odprta in še tam od zunije stali po moje in 20-30 ljudi, ki so hoteli vedeti, kaj se dogaja. V bistvu je to, da v južnoameriških državah, Severni Afriki in pa državah, kot so Egipt, recimo Turčija in Indija, so bile zelo trde katarakte. In s to metodo je to bilo res varno in enostavno pozdraviti. Poče neki tele best paper of session, so dolgo in tako naprej. In po je bilo številni te kurzi so bili. Leta 1997 smo organizirali kurs FAKO v Portorožu. Mi smo že takrat, jaz sem takrat na kliniki že učil kolege v FAKA. In to je seznam ljudi, ki jih je naših kolegov, bili so tudi Švice, so pa še z Hrvaške. In takrat mislim, da je res pa šlo to vzgor z temi operacijami katarakte. Tukaj je še eno vabilo na Life Surgery v Moskvo, Fyodorov Institute, pa še nek Best Paper of Session, a ne drugo mesto na Stereo festivalu, pa še Best Paper of Session. Se pravi, danes mi delamo, to je leta 2000 katarakt, 99% FAKA. In rezultati so dobri, kvaliteta življenja ljudi je dobra, operacije se delajo ambulantno, oni grejo v operacije domov, oni imajo široko zenico in čez 3 ure so sposobni delati, kakor hočejo. Se pravi, kvaliteta življenja po zaslugi gospoda Banka je fantastična. Zdaj malo sam še ta ekonomski impact. Konec 90-ih je klinika dobila 450 zaščitnih. To je okoli 1850 evrov za operacijo sive mrine. Leta 2004 je to padlo s tem ambulantnim in s to metodo na 500 do 600, mislim, da je don 650 evrov. Se pravi, to več operacij z isti denarje lahko naredimo zaradi te metode operacije. V Sloveniji naredimo okoli 28 000 katarakt letno. S tem se odpravi tudi dioptrija. Ljudje so bolj varni, ne padejo, zlomijo si koliko, recimo. Operacija katarakte se najbolj splača enemu zdravstvenemu sistemu ali pa eni družbi. Največji benefit da za človeka in najbolj poceni. Pravi, če hoče nekdo dvigniti kvaliteto populacije ene države, mora razpisati veliko število teh operacij, pa zmanjšati čakalne dobe. Recimo, quality adjusted life years, s čem se meri kvaliteta oziroma impact operacij, nekaj operacij na kvaliteto življenja. In če to primerjamo krivil katarakte z anti-VEGF terapijo, ki se zdaj zelo močno dela in se ogromno denarja za to, da ena operacija katarakte stane podobno kot ena aplikacija anti-VEGF, mogoče malo več. In pacijenti dobijo po 10 aplikacij, 15-20. Operacija katarakte ima zelo velik ekonomski in socialni vpliv in benefit za eno družbo. In še enkrat hvala. Hvala lepa. Preden zaključimo, pa še predstojnico, vabimo še predstojnico, ki bi se tudi rada zahvalila. Izvolite. Jaz si v bistvu ne bom imela kakšnega govora, samo v imenu očesne klinike pa v imenu kliničnega centra
vabim, če še niste, da si ogledate razstavo in na hodniku desno. Hvala.